vem, da je takoj po dogodku, ampak mogoče že malo razmišljaš za naprej o samem programu, kaj se v bistvu še želiš narediti, kaj bi mogoče lahko boljš naredili kot ekipa? Kaj recimo, a veš, velikrat, ko se pogovarjamo naprimer s kakšnimi anketami z našimi followerji, ne, je eno od večjih želja, ki si pač želijo večja, se pravi, inclusion industrije, ne, se pravi, da želijo mangaka, seju, aktorje, whatever. Ne, Guiden podcast, panel. Ste kdaj poskusili kaj delati v tej smeri? Kakšne so tukaj recimo omejitve? Ja? Je denar. Ja, But now they can charge for it, right? Po mojem je to kakšni res legit gosti iz tujine, ne sam neki, mislim, da vse cosplayerji so tudi super, no, tisti, ki so prišli, ampak je še zmeraj to cosplayer, ki ga tako ali tako dobiš v vsaki državi, ne. Zdaj kakšen sinhronizator, pa to je že Bojan govoril ful let nazaj, no, da je hotel koga pripeljati. Jaz sem hotela mogoče še koncert imeti s kakšnim Italijanom, ampak je problem, da potem rabiš takoj proper ozvočenje in pa kaj so že te vaje tonske, ne? Kar spet ne je bilo možno v tej šoli. Tako da po mojem bi hotela izboljšati predavalnico, tako da lahko imamo še več predavanj, podaljšati dogodek, ker se malo zafrknila. Mislim, opažam, da ko zaključiš cosplay tekmovanje, pač ljudje izginejo. In to me tako moti, ne, ker je tako cosplay. V program vključiti prej cosplay tekmovanje zato, da so potem še dejansko ni to, kakor nek čeprav je v bistvu vrhunec dogodka, cosplay je vedno vrhunec dogodka, ker v bistvu imaš pač veliko cosplayerjev na samem dogodku, potem pa si pač tudi želiš videti najboljšega.